In sicer nadaljevali bomo z prvo današnjo okroglo mizo, katera se bo absolutno dotikala in se tudi navezuje na predhodna predavanja. In sicer odprli bomo razpravo o poenotenju postopkov ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi in pri izvajalcih bistvenih storitev. Namreč opažamo, da že na ravni zakonodajnega procesa imamo različne pristope, se pravi, različni državni organi imajo različne pristope na področju ocenjevanja tveganj. In absolutno nas bo danes moderator te okrogle mize, kolega docent dr. Brane Bertoncelj, popeljal s svojimi spoštovanimi gosti v smeri, da si pogledamo, kako poenotiti te pristope, zato da bomo bolj učinkoviti in bolj racionalni. Brane, še enkrat lep pozdrav. Živjo. Jaz upam, da se nam bodo kmalu priključili tudi vsi ostali govorci, takoj, ko boš ti v bistvu končal s tem svojim uvodnim delom predstavitve, tako da kar izvoli beseda je tvoja. Ups. Lep pozdrav se. Božidar, da. Odlično, hvala. Dobar dan, se slišimo? Marta, ja. Uro, Živjo. Živjo, se slišimo? Da. Super, hvala. Kar v redu. Živjo, se slišimo? Gospa Katja, Živjo. Ja, živjo. Roman, Živjo. Pozdravljeni. Čakamo še enega. Brane, kolega Slodej se nam danes ne bo mogel priključiti zaradi tehničnih težav, tako da lahko kar nadaljujete. Ok. Se upravičujem, Brane, a se potem zmenimo, da imamo mi ta čas vmes, en govori vse na mute mikrofone, ker jaz imam med drugim tudi eneko, no, ne vem sicer zakaj, ampak. A se slišimo? Ja, slišimo, Katja. Aha, ok, v redu. Ok. No, najprej dovolite, da vam predstavim naše sogovornike. Gospod Robert Slodej je pač žal odsoten, ampak med nami je pa gospa Marta Svoša-Kjerman, direktorica za tehnični razvoj, kakovost in varnost Petrola. Pozdravljena. Potem gospod Božidar Dajčman, on je direktor sektorja za upravljanje fizične in tehnične varnosti v novi KBM. Gospod magister Roman Županec, glavni inšpektor IRSO. Potem je med nami gospa magister Katja Kmet-Vrčko, in pa gospod dr. Uroš Svete, on je pa direktor uprave za informacijsko varnost. Ok, najprej bi samo nekaj misli rad povedal, v bistvu, da gre za poenotenje postopkov ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi, imajo zanimivo podobno silhueto ženske na sliki. Zdaj pa tako malo prispodobi, zamislite si, da bi šli z žensko, ki je vidite na sliki zvečer ven na večerjo. Tista, ki jo vidite, bo vplivala na vaše nadaljnja razmišljanja in pa odločitve. In v končni fazi, ako po nekaj časa opazujete to sliko, lahko vidite celo dve ženski. Kaj pa če z nadrejenimi in pa sodelavci skupaj opazujete silhueto in eni vidijo mlado žensko, drugi pa staro. Kako boste se dogovorili, kdo ima prav in posledično, katere odločitve boste sprejeli. No, zdaj lahko naprej nadaljujemo, da ta silhueta v bistvu predstavlja opis uspeha organizacij na področju upravljanja s tveganji, ki ga ta želi doseči. Kako pa si sodelavci, tudi zakonodajalci, sektorski nosilci, lastniki, vodstvi organizacij in podizvajalci ne predstavljate tega uspeha na enak način. Gre dejansko za zaznavo problema in tudi katere odločitve boste sprejeli. Tudi katere ukrepe, postopke so potem pravi in zaželeni, kako boste poenoteno spremljali napredek upravljanja s tveganji. Zdaj, poenotenje pogledov in pristopov se nanaša
na potrebne aktivnosti, ki so potrebni za uspešno upravljanje tveganj v prihodnosti 3 do 5 let. To, kot sem že omenil, zdaj futurologi govorijo o pol leta. Na drugi strani pa pojavljajo se težave, s katerimi, ki predstavljajo v bistvu različno opredelitev tega pojma v trenutni zakonodaji. Vsak zakon na širšem področju upravljanja tveganj prinaša različne pristope, kar na izvajalce vpliva, na eni strani sproža dvoumnost in pa na drugi strani tudi birokratizacijo vseh ukrepov. In cilj današnje razprave je treba usmeriti v iskanje usmeritev, kako poskuša določene osnove poenotiti in pustiti več manevrskega prostora pri obravnavanju specifik vsakega področja kritične infrastrukture. In temeljna premisa tega enotnega pristopa se v bistvu nanaša na 5 področij. Na eni strani je razumevanje upravljanja tveganj, drugi so postopki in poti za doseganje cilja, spremljanje in vrednotenje in pa v koncu usklajeno uporabo virov ter revidiranje nadzora nad tveganji. In zdaj bi kar prosil moje cenjene kolege in kolegice, pustite kolegice in kolegi, smo prijazni, začeli bi z gospod Marko. Torej, katerim področjem strateškim ciljem upravljanja tveganj morate v Petrolu v prihodnje posvetiti polno pozornost in spremljati njihovo uresničevanje. Gre v bistvu za poenoten pot do uspešnega upravljanja tveganj. Marta, izvolite. Lepo pozdravljeni vsi udeleženci okrogle mize in seveda udeleženci konference. Hvala za besedo. Zdaj v Petrolu imamo zelo različne dejavnosti, kar pomeni, da je tudi to že en izvor mogoče vira tveganja. Ker če imaš bolj monolitno dejavnost, se ji nekoliko lažje aktivno posvečaš. Z različnimi dejavnostmi se pa mnogoterost tveganj in aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje in obvladovanje, kar povečajo. Zdaj, naša skupna točka v tej debati je seveda kritična infrastruktura. In pri nas so 2 večja objekta in seveda kot mi kot oskrbovalci z energijo smo podvrženi tako tej zakonodaji. Hkrati nam pa ta 2 objekta seveda predstavljata tudi naše krvne žile oskrbe, ki so zelo pomembne tako z vidika družbene odgovornosti, pa z vidika seveda poslovne učinkovitosti. Zdaj, strateški okvir obvladovanja tveganj za sam Petrol je postavljen tudi v to, da se ta zemljevid ali register, tukaj uporabljamo različne slovarje, razširi v zelo širokem okviru z vključitvijo podnebnih tveganj. Na eni strani, kako bo naša organizacija vplivala na podnebje in obrnjeno, kako bo podnebje vplivalo na učinkovitost naše organizacije. To je eno širše nova skrb, ki je že dlje časa prisotna, oziroma tveganja, ki ga bo treba zelo aktivno nagovoriti, si postaviti ciljem naše podnebne politike. Osnovni energent, ki je zelo ključen in za katerega skrbimo tudi na naših delih tveganja oziroma kritični infrastrukturi. Torej, mi smo na tako imenovanih sevesov-obratih aktivni zavezanci in smo tukaj podvrženi eni zelo specifični uredbi zakonodaji, ki ni povsem stična z recimo kritično infrastrukturo, katerih predstavniki so tudi na današnji okrogli mizi. In če sledimo upravljanju tveganj po tej direktivi, potem imamo dokaj jasno pot, kako jih nagovarjamo, kako jih upravljamo, kakšne KPI-je imamo, kako osveščene kadre moramo imeti, kako moramo skrbeti za njihovo kompetenco, kako skrbimo za tako imenovano procesno varnost. To je v bistvu neka kultura organizacije za skrb za procesno varnost. Ker če to kulturo imaš na dovolj visoki ravni razvito, pomeni, da imaš zelo dobro obvladovana operativna tveganja. En drug velik sklop, ki bi ga pa še omenila, ker se mi verjetno čas že malo izteka, so pa mogoče res poudarek na operativna tveganja, predvsem pa tudi na tveganje informacijske varnosti. K temu bo potrebno
v bistvu krepiti tako človeške resurse, nadgradnje infrastrukturnih virov, orodij. Tako, to bi bilo mogoče z moje strani za uvodno besedo. Ja, hvala lepa. Gospod Božidar, kratko vprašanje. Katere kazalnike in pa ciljne vrednosti boste pozvali, da ste vedeli, da uresničujete cilje delovanja banke? Gre v bistvu za poenoteno spremljanje in vrednotenje uspešnosti upravljanja tveganj. Božidar, izvoli. Tako sem moral mikrofon vključiti. Ja. Banke, za razliko od trgovcev z avtomobili, ne trgujejo z avtomobili, ampak trgujejo s tveganjem. Osnovni posel banke je prevzem tveganja, naprimer, ko damo nekomu kredit in smo za to plačani z obrestno maržo, je to naša osnovna dejavnost. Zato vse banke posvečajo zelo veliko pozornosti upravljanju s tveganji. A so pri tem uspešne ali ne? Drugo vprašanje, če se spomnimo prejšnje krize, smo ugotovili, da banke pri obvladovanju kreditnih tveganj niso bile uspešne. Vsekakor pa posvečamo tej temi veliko pozornosti. En odmev slišim, upam, da mogoče kdo se izklopi, ki ni na izklopi mikrofon. No, zdaj, banke torej želimo sprejemati tveganja, ker je to naš osnovni posel. In pri tem je zelo pomembno, da imamo predviden ustrezen risk appetite, torej pripravljenost na sprejemanje tveganj, ki nam omogoča prvič neko varno, stabilno poslovanje, drugič pa dobičkonosno poslovanje. In to se potem odraži na vse vrste tveganj, vključno z operativnimi tveganji, kamor sodijo varnostne tveganja. Zdaj za doseganje, za zagotavljanje, da naša dejanska tveganja, torej naš profil tveganosti ostaja v okviru pripravljenosti na sprejemanje tveganj, moramo tveganja upravljati in spremljati. Zdaj pa pridemo do indikatorjev, ki jih spremljamo, zato da s tem vemo, da ostajamo še vedno v okviru sprejete pripravljenosti na prevzem tveganj. Tukaj jih je pa ogromno. Jaz jih zelo dobro poznam za področje operativnih tveganj, ker mi je to področje bliže. In tukaj je neka dilema, ali imeti teh indikatorjev zelo veliko ali zelo malo. Zdaj, moje mnenje je, da jih je treba imeti zelo veliko, prikazati jih je treba pa zelo malo oziroma toliko, kot jih odločevalci potrebujejo, da bojo imeli jasno sliko, hkrati pa ne preveč informacij, ki bi meglile situacijo. Se pravi, na področju operativnih tveganj imamo mi približno 70 indikatorjev, nekatere spremljamo mesečno, nekatere kvartalno, polletno, letno. Vsak od vseh indikatorjev ima tudi svoje mejne vrednosti, pri katerih postanejo iz zelenih, rumeni, oranžni ali rdeči, in potem se na podlagi tega tudi sprejemajo odločitve in ukrepi. Zdaj, nekateri indikatorji imajo večjo težo, drugi manjšo težo, se pravi, zdaj tipično se enkrat kvartalno v podrobnosti spuščamo na odboru za operativna tveganja in takrat je potrebno pojasnjevati za vsak indikator, ki je šel v oranžno ali rdečo barvo, kakšni so ukrepi, da se vrnemo nazaj v predvidene meje. Tako da, mogoče bi indikatorje lahko razdelil, prav naštel jih ne bi, čeprav je bilo to vprašanje, bi jih pa razdelil recimo na 3 vrste. Ena vrsta indikatorjev govori o tem, kakšne so bile škode realizirane, škodni dogodki zneskovno. Drugi indikator mogoče število dogodkov, ki včasih tudi ne pomenijo škode, ampak so neki poskusi nekih dejanj ali pa potencialne nevarnosti.
Zdaj kot nek tretji indikator, tretja vrsta indikatorja pa govori o naši pripravljenosti oziroma o tem, ali so bili izvedeni vsi ustrezni preventivni ukrepi, naprimer, kolikšen procent imamo posodobljenih načrtov neprekinjenega poslovanja za prioritetne procese, ali koliko imamo v informacijskem sistemu nepotrjenih odstopanj od varnostne politike in podobno. Zdaj, zelo pomembno je, da podobna metodologija za ocenjevanje in podobno strukturirane KRI-je uporabljamo za vsa področja, za zelo različna tveganja. Se pravi, da znamo na enak način ocenjevati in poročati o tveganjih, naprimer za požar ali pa za vdor v informacijski sistem, tako da odločevalcem, torej upravi, stvari na nek uniformen način lahko predstavimo, tako da ne rabijo vsakič neko drugačno metodologijo z drugačnim povečevalnim steklom iti v problem in ga poskušati reševati. Se pravi, poenotenje, pa zdaj neka kombinacija kompliciranja z velikim številom indikatorjev in poenostavljanja z poudarjanjem glavnih indikatorjev. Zdaj, tako nekako. Hvala, Božidar. Ja, zanimivo, ja. Ja, tudi, se pravim, imate perfektno priložnost, da to svoje znanje tudi ostalim ponudite, ne, ker v končni fazi gre za kar velike zneske, ne, vse posod in izguba ugleda je pa drugo vprašanje. No, gospod Uroš, na kratko, zdaj, katere programe in pa aktivnosti morajo uprava za informacijsko varnost razviti in izvajati, da boste dosegli namen svojega delovanja? V bistvu gre za poenoteno in usklajeno uporabo virov. Izvoli, Uroš. Najlepša hvala za povabilo in za besedo na današnjo okroglo mizo. Zdaj, kot veste, Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost je začela polno delovati v okviru svojih pristojnosti 1.1. letošnjega leta. In seveda, kar se tiče naših nalog, je naš, bi rekel, temeljni zakon, ki nam jih določa Zakon o informacijski varnosti. Zdaj, jasno, to ni edini predpis, ampak o tem bomo več v drugi okrogli mizi popoldne, kakšno rekli. V vsakem primeru pa je pri našem delovanju ključno, da nas javnost širša in strokovna razume, da dejansko v tem smislu pravzaprav dvigovanja neke varnostne kulture v družbi, ko gre za informacijsko in kibernetsko varnost, predvsem pa, ko gre za dejansko dvigovanje standardov, da delujemo v dveh smereh. Prva smer oziroma prvi del našega delovanja so tako imenovani izvajalci bistvenih storitev in pa ponudniki digitalnih storitev. Te dve kategoriji sta pravzaprav kategoriji, ki jih je v terminologijo prinesla NIS direktiva Evropske unije, sprejeta leta 2016, mi smo jo pa v bistvu implementirali v naš nacionalni pravni red z Zakonom o informacijski varnosti. Torej, država oziroma Vlada Republike Slovenije je določila izvajalce bistvenih storitev, kategorije, na katerih so bili določeni, so zelo podobne, kot tudi seveda so v Zakonu o kritični infrastrukturi, so delno razširjene, tako da pravzaprav tukaj smo šli korak naprej, kar je od nas zahtevala Evropska unija. Poleg tega pa seveda se tudi pri izvajalcih v bistvu fokusiramo na organe državne uprave, ki pa seveda niso pravzaprav, bi rekel, zavezanci v tem smislu, da bi se nanašali na gospodarsko dejavnost Slovenije. To je zdaj en vidik. Torej, tam ima naša uprava direktne mehanizme in inšpekcije in seveda tudi predvsem sodelovanja, bi rekel, ozaveščanja, predvsem pa tudi želimo s tem torej s to prvo skupino res ukrepiti, bi rekel, tesne stike. Tudi ostale države, članice Evropske unije so na tem področju naredile mnoge korake naprej in mislim, da je to prava pot, skratka, da se pokažemo tudi v tej luči, da pravzaprav država v vzpostavljanju nekega krovnega organa informacijske in kibernetske varnosti ne samo, da po narekovaji troši denar, ampak seveda, da ta denar tudi vračamo nazaj. Zdaj, naš namen seveda je, da pravzaprav tudi izhajajoč iz obeh podzakonskih predpisov Zakona o informacijski varnosti, se pravi, govorimo o
pravilniku o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev in pa seveda tudi o uredbi, ki je določala izvajalci bistvenih storitev. Tukaj seveda je zakonodajalec šel v neko minimalno, bi rekel, v neke minimalne zahteve, seveda bi lahko tudi te postavili više, naprimer, da bi jih uskladili z standardom ISO 27001, pa kljub samo, no, kar je naš namen za torej ta del, je, da bomo pripravili pravzaprav neko vzorčno varnostno dokumentacijo in torej vključno z varnostnimi ukrepi, ki bodo pravzaprav v pomoč tako izvajalcem bistvenih storitev, kot tudi seveda ostalim deležnikom, zlasti seveda zdaj tukaj mislim na mala in srednja podjetja, ki niso zavezanci, ki vemo, da imajo pomanjkljive kadrovske in sicer finančne resurse in seveda so pa po vseh, bi rekel, indikatorjih in zbranih podatkih velika tarča za kibernetske napade. Zdaj drugi naš moto delovanja pa je seveda, kot sem že prej rekel, dvig splošne informacijske varnostne kulture v Sloveniji, s tem, da tukaj, bi rekel, že sedaj sofinanciramo kar nekaj projektov za dvig, bi rekel, te splošne odpornosti, kot so Varni na internetu, kot je Center za varnejši internet, kar tudi financiramo. Predvsem se pa zavedamo, da je ključ za dolgoročno uspešnost našega delovanja na kibernetskem in informacijskem področju, da zagotovimo dovolj, bi rekel, kadrov na tem področju. To vemo, da je rak rana ne samo državne uprave, ampak tudi širše, zato bomo naredili vse, da se v bistvu posodobijo tako kurikulumi v obveznem, se pravi, šolanju, govorimo lahko in o primarnem in o sekundarnem, predvsem pa seveda bomo tudi naredili vse, da se bo s projekti, recimo tukaj imamo konkretno v mislih projekt Kibertalenta, dejansko potem tudi na ravni fakultet iskalo in podpiralo mlade, nadobudne, bi rekel, kadre, ki bodo dejansko želeli na kibernetsko varnost gledati zelo celovito, tako iz tehničnega, etičnega, pravnega, geopolitičnega in vseh ostalih zornih kotov. Skratka, naša dimenzija delovanja je zelo široka in seveda temu ustrezno potem tudi prilagajamo konkretne ukrepe glede na to, kdo je cilj teh ukrepov. Ja. Uroš, hvala. Gospa Katja, za vas imam vprašanje. Torej, kakšen kriterij AKOS uporablja za objektivno spremljanje nadzora nad upravljanjem tveganj? V bistvu gre za en poenoten pristop na področju merjenja in pa v končni fazi tudi revidiranja tveganj. Izvolite. Hvala lepa, gospod Pertonca, za besedo. Hvala seveda tudi organizatorju za povabilo. Malo za šalo, malo za resno. Zdaj lahko to šala, če do zdaj niste poznali nikogar, ki je prebolel COVID, ravno kar sedim pred vami. Danes je moj prvi delovni dan po tem, ko sem pred 14 dnevi dobila potrjen pozitivni test. In se v redu počutim, hvala, tako da lahko sodelujem na današnji konferenci. Zdaj glede vašega vprašanja, seveda pri vseh nalogah, ki jih pač upravljamo, je zelo pomembno, da se vprašaš, kakšne so v bistvu realno tvoje kapacitete in posledično seveda na kakšen način je vse zastavljene cilje in naloge sploh mogoče doseči. Zlasti še, kar je že prej omenil tudi Uroš, v javnem sektorju, kjer je ta visoko kvalificiran kader, ki se išče, sploh za to specifično področje velik problem. Zato je pač objektivno spremljanje nadzora nad upravljanjem tveganj za agencijo dejansko pretrd oreh, ki bi ga lahko strla povsem sama. Na srečo pa delujemo v okolju, ki varnostnim tveganjem in grožnjam in vsem ostalim varnostnim vprašanjem na splošno pripisuje zelo pomembno težo. Na podlagi zakona o elektronskih komunikacijah operaterji, ki jih agencija nadzoruje, morajo tako pripraviti ustrezno varnostno politiko za obvladovanje tveganj in agencija kot nadzorni organ na področju zagotavljanja varnosti omrežij in storitev posveča posebno pozornost še posebej ozaveščanju. Se pravi, na eni strani tako operaterjev kot na drugi strani samih uporabnikov.
In ravno zaradi kadrovske podhranjenosti je agencija še toliko bolj vpeta in po svojih najboljših zmožnostih tudi aktivna na tako nacionalnem kot mednarodnem nivoju, še zlasti v evropskem prostoru. Se pravi, zavedamo se, da znanje, izkušnje in razumevanje te problematike so tisto, kar je nujno potrebno za učinkovito obvladovanje tveganj, se pravi, strani vseh deležnikov. In to je verjetno tista osnova, ki jo potrebujemo in nam bo šele omogočila nek poenoten pristop. Zdaj, agencija izvaja nadzorne postopke v zvezi z zagotavljanjem varnosti in celovitosti omrežij. Tovrstni nadzori so v večini primerov vnaprej napovedani, tudi z razlogom, ker je cilj agencije, da se operaterji že prej sami v bistvu pripravijo, opravijo temeljit pregled samega SUVI-ja, se pravi sistema upravljanja in varovanja informacij. In pri tem že sami zaznajo morebitne pomanjkljivosti in te odpravijo in mogoče implementirajo kakšne nove ukrepe, če so ti potrebni. In agencija se pri izvajanju tovrstnih pregledov večkrat poslužuje tudi zunanje strokovne pomoči, in sicer zlasti zaradi tega, kot sem že omenila, ker je to področje, kjer so potrebna zelo specifična strokovna znanja. In ta znanja vsa v eni osebi, torej v obliki nekega inšpektorja, ki deluje na agenciji, je zelo težko zagotoviti, zato se predvsem na tem področju poslužujemo nekih timskih pristopov in si poiščemo tudi zunanjo strokovno pomoč. Zdaj, kot sem rekla, agencija se pravi na tem področju predvsem izpolnjuje tisto svojo preventivno vlogo, da opozori deležnike na morebitne pomanjkljivosti, šibke točke njihovega sistema upravljanja in predlaga tudi neke ukrepe za izboljšave. Zelo pomembno pa je, ne nazadnje, da je v bistvu zakonska podlaga, se ne ve točno sicer, kaj je predmet nadzora. Torej, treba je jasno definirati recimo termine, kot so, ne vem, kritična infrastruktura, izvajalci bistvenih storitev, izvajalci elektronskih komunikacij. Vse navedeno je namreč v tem našem ekosistemu v tem trenutku mogoče nekoliko zmedeno, nejasno. Zato je agencija nacionalno zelo aktivna in skuša na različne načine vplivati, da se na tem področju vsi akterji in zakonodaja v največji meri sinhronizirajo. Kar se tiče pa samega delovanja in ukrepanja na področju prav elektronskih komunikacij, pa nas prihajajoča nova tehnologija verjetno in še vsemi za njo čakajo številni novi izzivi, ki so še relativno nepoznani. Recimo včeraj smo poslušali gospoda Sigelakisa iz Motor Oil Grupa, ki je lepo izpostavil pomembnost neke kvalitetne nacionalne strategije za kibernetsko varnost in samo povezanost deležnikov, ki lahko k njenemu zagotavljanju pripomorejo. Na mednarodnem nivoju pa lahko opazimo že zelo intenzivno dogajanje v zvezi s certificiranjem in standardizacijo. Nekaj besed na to temo je bilo tudi na včerajšnjem predavanju predstavnika družbe Huawei, ki je lepo predstavil ta projekt GSMA in sicer NESAS certifikacijo. Nekatere države v Evropski uniji, recimo izpostavljam Nemčijo, so zelo napredne tudi na tem področju in se zelo proaktivno vključujejo, verjetno zavedajoč se, da če si prvi oziroma si del tega, lahko tudi še močno vplivaš na razvoj dogodkov. Če zaključim, se opravičujem, če sem bila kratka, agencija si torej zelo aktivno prizadeva za oblikovanje jasnih nacionalnih predpisov, ki bi prinesli kar se da poenoten pristop na področju nadzora tvega, njihovega ocenjevanja, merjanja in revidiranja. Najlepša hvala. Vesel sem, da ste uspešno preboleli virus. Upam, da ne bo kakšnih posledic.
zapomnite si pa, Jung je že rekel, po 50. letu zožite polje svojega delovanja. Tako da virus nasil malo v asocialo, ampak nekaj nam sporoča, kot sem že rekel, pa najboljš ne razumemo zaenkrat še. Uroš, želel si še nekaj dodatno povedati? Se slišimo? Ja. Ker sem imel mikrofon izklopljen. Ja, mogoče samo en res kratek dodatek, kar je Katja že zelo lepo elaborirala, pa je tudi ena od, bi rekel, glavnih nalog, in seveda v tem kontekstu pričakujem seveda sodelovanje pravzaprav tako pristojnih organov, kot tudi strokovne javnosti. Moramo namreč sprejeti novo strategijo informacijske varnosti na nacionalnem nivoju. Zdaj sicer terminološko tukaj imamo malo, bi rekel, nejasno situacijo, tudi že v zakonu, ampak ne glede na to, trenutna strategija kibernetske varnosti je stara 4 leta, dobra 4 leta, zakon predvideva novo in seveda to bo gotovo ena od možnosti, da tudi morebitne, oziroma ne samo morebitne, tudi dejanske pravzaprav razlike, ki jih imamo v različnih predpisih, morda vsaj skozi strategijo poenotimo, da se bo potem lahko na osnovi te strategije seveda tudi zakonodaja v bližnji prihodnosti, bi rekel, bistveno bolj harmonizirala. In seveda, da še dodam evropsko dimenzijo oziroma dimenzijo Evropske unije, za NIS direktivo je bil korak naprej absolutno storjen, ko gre za poenotenje predvsem določevanja zavezancev, manj, ko gre za seveda metodologijo izbora in pa nalaganje nalog teh izvajalcev bistvenih storitev. V tem trenutku je v proceduri revizija NIS direktive in po vsej verjetnosti bo tudi to ena od naših glavnih nalog za časa predsedovanja Svetu Evropske unije, ker bomo seveda ravno si tako prizadevali, da pravzaprav se manjki, ki so bili zaznani v času implementacije direktive, v bistvu potem v reviziji upoštevajo, da se bistveno bolj tukaj naredi koherenten sistem pri določanju, seveda pri potem ocenjevanju tveganj, pri nenazadnje samem odzivanju. Res pa seveda je, da kibernetska varnost je danes postala imanenten del vsakega, bi rekel, procesa, ali to gospodarskega ali sicer družbenega, in tukaj bo vedno neka sui generis komponenta posameznega akterja in njegove specifike, ki jo bodo morali seveda upoštevati, ko bodo pač želeli dvigniti nivo kibernetske varnosti. Uroš, hvala lepa. Roman, zaupanje je v redu, nadzor je še boljši, kot se temu reče. A lahko poveste, katera so bodo prednostna področja, ki bo vaša inšpekcija v bistvu zasledovala? Izvoli. Hvala lepa za besedo. Najprej lep pozdrav organizatorjem konference, hvala za povabilo na okroglo mizo in pa seveda lep pozdrav tudi vsem udeležencem okrogle mize. Zdaj, sprašujete me zaupne zadeve, malo se šalim. Dejstvo je, da smo v letošnjem letu šele začeli te inšpekcije izvajati. Vse inšpekcije so bile redne napovedane, se pravi, smo jih planirali z letnim načrtom dela. Izvajali smo jih pa izključno pri nosilcih sektorjev kritične infrastrukture, se pravi, da smo pač preverjali izvajanje zakonskih nalog nosilcev. V naslednjem obdobju bomo se fokusirali na same izvajalce, na nosilce kritične infrastrukture, na upravljavce in seveda pri tem bo poglavitno področje pregled dokumentov načrtovanja zaščite kritične infrastrukture, vključno seveda z vsemi tistimi bistvenimi elementi, ki jih ti dokumenti pač morajo imeti in tudi podlag za izdelavo teh dokumentov. Pri tem pa seveda moram poudariti, da jasno inšpekcija je lahko toliko učinkovita, kolikor so dobro izdelani tako zakonske podlage, kako tudi podzakonske podlage in pa ustrezne usmeritve, dokumenti, akti, ki opredeljujejo te dokumente.
In seveda na koncu, kar je najbolj pomembno, glede na to, da dokumenti in papir prenese vse, bomo preverjali seveda tudi v naslednji fazi samo izvajanje teh ukrepov za zaščito kritične infrastrukture oziroma pripravljenost teh ukrepov v praksi. To je seveda najtežja naloga za inšpektorje, zato ker na posameznih področjih, na posameznih sektorjih seveda nismo strokovnjaki, zato si bomo seveda pomagali z zunanjimi strokovnjaki, nekaj podobnega je že Katja omenjala, in seveda z ostalimi inšpektorati na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru. Se pravi, da bo to eno usklajeno delovanje, usklajen inšpekcijski nadzor v tisti možni in nujni meri, da bomo lahko pokrili to našo dejavnost v potrebni meri. Inšpekcijski nadzor seveda je potreben v tistem represivnem smislu, seveda za majhen, upam, da čim manjše število zavezancev. V večini primerov je to bolj neka preventivna in pa partnerska sila v državi, ki seveda pripomore, to je naš cilj, pripomore k čim boljši urejenosti stanja na področju kritične infrastrukture v tem konkretnem primeru. To je seveda ta naša nova naloga kot inšpektorata za obrambo. Že samo zavedanje obstoja inšpekcijskega nadzora seveda pripomore k boljši urejenosti in samo dejstvo, da je inšpekcijski nadzor pravzaprav urejen na tak način, kot je, menim, da pripomore k temu, da bo zaščita kritične infrastrukture v bodoče boljša in boljša. Seveda je treba poudariti, da bodo verjetno se zakonske, podzakonske podlage, glede na to, da je to novo področje, normativno novo področje v Sloveniji, se bodo verjetno še morale kaj spreminjati. Mi bomo kot inšpektorat za obrambo na podlagi 32. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru tudi predlagali posamezne izboljšave oziroma bomo poskušali v maksimalni meri tudi aktivno sodelovati, da se posamezne podlage za zaščito kritične infrastrukture, za ocenjevanje tveganj in za izdelavo ostalih dokumentov načrtovanja, da se bodo pač izboljševale v času. Toliko. Hvala. Roman, hvala lepa. Ja, zdaj gremo pa še v bistvu na drug sklop vprašanj. Vsak sektor kritične infrastrukture ima svoje specifike, ampak skupno vsem pa je usposabljanje zaposlenih. In edina stvar, ki je prav razdeljena, pravijo, da je pamet. Vsak misli, da ima dovolj. Ampak ta razkorak v znanju upravljanja s tveganj je eden najbolj razširjenih varnostnih izzivov, s katerim se soočajo vse organizacije v bistvu na svetu. In od pomanjkanja osnovne ozaveščenosti o varnosti zaposlenih, pa do varnostne kulture, pa nerazvitih varnostnih kompetenc, je jasno, da zaposleni skoraj v vsakem sektorju in svoji vlogi ne sprejemajo dovolj izobraževanja. In zato zastavljam kar za vse eno vprašanje, katera so tiste aktivnosti, ki v naslednjih 3 do 5 letih vaši organizaciji so ali pa bodo namenjene varnostnemu usposabljanju. Pa bi gospa Marta vas prosil za prispevek. Mikrofon. Hvala. Ponovno uspela, ne? Se slišimo? Ja, zdaj, ko je bila zadnja beseda pri gospodu inšpektorju, učinkovito orodje, nadzor in podobno, organizacije imajo tudi pri tem pravzaprav različen apetit, koliko notranjega nadzora posvečajo, tudi zunanjega smo po nekem programu seveda deležni,
Tukaj je v bistvu z načrti neprekinjenega poslovanja organizacije celovito po različnih procesih zelo ključno, da bomo pri politiki kriznih upravljanj ali pa kriznega upravljanja znali najti pravo ravnotežje med osveščanjem vsakega posameznika, vsakega zaposlenega na kritični infrastrukturi in pa nad nadzorom, ki ga izvajamo nad njim do neke mere, ne? Ker vsak zaposleni mora imeti nek občutek varnosti, ne? To pa pomeni, da če dela pravilno, če je pravilno usposobljen, ne samo tisto, kar zakonodaja predpisuje, ampak tisto, kar je tudi na preventivni ravni znotraj organizacije načrtovano, da se počuti v svojem delovnem okolju varnega, pa da to varnost tudi sam participira, ne? Ker menim, da je po organizacijah kar precejšen razkorak v razumevanju, da za tveganja skrbijo neki odbori, ne? Bomo rekli na nekih drugih dislociranih enotah ali pa neke druge organizacije, se ima še to v svojih imenih, ne? In tako podobno. V resnici, da bi se ta meja čim bolj zabrisala, to zagotovo pri nas tudi velik izziv, še v naši organizaciji, pa sem prepričana tudi v drugih. Pa predvsem stopnja zaupanja med zaposlenimi, neka avtokontrola, sporočanje near-miss dogodkov in podobno, ne. Za vse pa to potrebna neka kultura zaupanja. Drug pomemben poudarek bi bil pa to, da če smo z neko drugo organizacijo ali pa poslovnim subjektom v vplivnem območju obvladovanja tveganj, da se ta sodelovanja okrepijo na skupnih dvoriščih ali pa na sosednjih dvoriščih, ker če smo samo kot posamezna organizacija recimo solidni, še ne pomeni, da bomo svoje poslanstvo oziroma svoje obveznosti lahko čist nemoteno opravili, če nismo zelo dobro povezani s soodvisnimi organizacijami, ne. Tako da zdi se mi, da bi moralo to usposabljanje tudi v praksi biti tako fizično tudi, različne vaje po različnih scenarijih, ne samo znotraj organizacije, ampak tudi širše z deležniki, ki vplivajo na neprekinjeno poslovanje v celi verigi, ne. Tudi pomembno je, da se odpiramo v svet, globalno ali pa vsaj evropske povezave. Tukaj se mi zdi, da je tukaj tudi organizator konference pomemben korak, ki nam omogoča, ko nas vabi v takšne povezave, ker z izmenjavo praks, pa z izmenjavo tudi nekih negativnih izkušenj, ne, lahko z dosti manj napora, v bistvu hitreje pridemo v neko višjo stopnjo zagotavljanja neprekinjenega poslovanja, no. To se mi zdi neke 3 skupine ključnih poudarkov ali pa aktivnosti, ki bi se jih morali tudi v naši organizaciji prav še bolj zavzeti zanje. Najlepša hvala. Božidar Kopova banki, menite? Najprej bom malo znižal zvok, da me boste boljše slišali. Zdaj v banki se precej ukvarjamo, ampak podobno kot pri kolegih v vseh večjih organizacijah, z ozaveščanjem vseh zaposlenih in z usposabljanjem posebnim tistih, ki imajo več opravka z varnostjo. In to počnemo že leta, to počnemo vedno bolj z e-learningom, kar je cenejše, ni pa nujno vedno pravi način. Jaz sem si zapisal 5 točk, za katere mislim, da jih bomo v naslednjih 5 letih skušali imeti v mislih, ko bomo pripravljali usposabljanja in tudi vaje, ne. Zdaj, prvo to načelo, ki se ga želimo držati v prihodnje, je, da začnemo pri upravi, ne. Mislim, da konkretno, da imamo mi v Novi KBM kar srečo, kar se tiče ozaveščenosti uprave glede varnosti, tako da tukaj do zdaj smo imeli polno podporo in nismo imeli težav, ampak to je nek kontinuiran proces. Skušali bomo zagotoviti, da dobijo prave informacije od zanimivih ljudi, torej ne bomo poskušali koga od zunaj in pripeljati, ker nihče ni prerok v domovini, ne, nekako malo moramo do tega notranjega marketinga se iti, tako da uprava je na začetek. Kot drugo točko bi poudaril, da se moramo z
z izobraževanji, pa tudi z vajami približati posamezniku in njegovi konkretni situaciji. Primer, zelo dobro je sprejeto in tudi učinkovito, če je nekdo v konkretni situaciji, v poslovalnici, na delovnem mestu, tistim zaposlenim, ki so tam vsak dan, razloži, kako ravnati v primeru ropa ali pa v kakšnem drugem dogodku. Se pravi, na ta način približamo posamezniku situacijo in to za njega ni več nekaj abstraktnega, kar je treba poklikati na intranetu, da ima potem mir za 1 leto. Zdaj, pri teh posameznikih je treba obravnavati različne zaposlene različno. Nekega sistemskega inženirja drugače kot nekega blagajnika v poslovalnici. Neka druga tveganja se pri njemu pojavljajo, drugi ukrepi in druga znanja in spretnosti potrebuje, da bo pravilno reagiral. Zato je pač pomembno, če želimo usposabljanje približati posamezniku, da dovolj dobro določimo te svoje ciljne skupine. Tretjič, nekako se mi zdi, da bomo morali veliko energije posvetiti organiziranju nekih bolj celovitih vaj, ker že če dam primer, evakuacija po nadstropjih, če danes testiramo eno nadstropje, evakuacija zaradi požara, drugič pa drugo, to ne daje celotne slike, kako bi situacija v realnosti izgledala. Zato bomo poskušali večkrat izvesti kakšne bolj celovite vaje. Kot primer vam dam požar v glavni stavbi, pri čemer se evakuira celotna zgradba, se oblikuje krizni odbor, se preklopi IT center na sekundarno lokacijo, se premakne del zaposlenih ali domov ali na druge lokacije. Skratka, neka celovita vaja, ki da jasno sliko, kako bi se v resnici to dogajalo. Res je, da moramo pri tem zelo skrbno načrtovati, da ne zmotimo rednega poslovanja. To je vedno neko tehtanje med tema dvema učinkoma, ampak samo celovite vaje dajo nek realen občutek, kaj je potrebno izboljšati v načrtih ukrepanja. Zdaj, kot 4. točko vidim, da se povečuje pomen pravih vaj na področju informacijske varnosti, kibernetske varnosti. Zdaj regulatorji že postopoma govorijo o tem, da bodo nekoč banke dolžne izvajati tako imenovane TLPT vaje, Threat-led penetration testing. Zdaj, to je neka bolj dodelana oblika tako imenovanega red teaminga, red team testinga, ko dejansko neka skupina najetih etičnih hekerjev poskuša vdreti v sistem. Zdaj, značilnost, bistvo TLPT-ja je v tem, da je to zelo dobro vodeno in ima neke pripravljalne faze, ki omogočajo, da bo ta skupina etičnih hekerjev res naslovila prave ranljivosti v sistemu in da bo nek velik učinek, da bo zelo jasno, kakšne izboljšave je treba narediti po takem testu. To je zelo zahtevna zadeva, ki je nismo sposobni izvesti danes, želimo pa biti to sposobni izvesti vsekakor v naslednjih 5 letih, ampak ne bomo prav 5 let čakali. Zdaj, in še zadnja točka, ki bi jo poudaril, je pa v bistvu bi ponovil, kar je povedala gospa Marta, sodelovanje z okoljem. Zdaj, seveda imamo ogromno zunanjih izvajalcev, od katerih smo življenjsko odvisni. No, življenjsko ne, umrli ne bi brez njih, ampak bi pa nehali poslovati, kar je pa dovolj slabo za eno banko. Tako da, poleg zunanjih izvajalcev imamo pa v okolju še tiste, ki so na naši strani, policijo, gasilce, SI-CERT in še koga drugega. In imamo konkurenco, ki so hkrati naši partnerji v združenju bank, pa tudi širše,
imamo neke skupne sovražnike in se lahko skupaj organiziramo tudi pri kakšnih vajah. Se pravi, pri izobraževanju in pri vajah želimo sodelovati več z okoljem. Ja, zanimiv pristop, širok. Moram reči, da to ste dobro pristopili, kar se mene tiče. 10. teza Feuerbachov govori, torej tudi vzgojitelj mora biti vzgajan. Ergo to pomeni, torej tudi uprava mora biti deležna torej trendov, ki se odvijajo na tem področju. Hvala. Uroš, kako vi razmišljate? Ja, kar zadeva, bi rekel, samo usposabljanje oziroma izobraževanje za zaposlene. Zdaj, moje razmišljanje bi šlo v tej smeri. Mi pravzaprav še vedno jemljemo informacijsko varnost v širšem smislu in pa kibernetsko varnost kot podmnožico tega širšega koncepta zgolj kot neko potencialno malo verjetno ogrožanje za delovanje naših, recimo temu, organizacij, institucij ali pa podjetij. Skratka, pravzaprav vsaki v nekem fizičnem okolju živi, se nekako zaveda, da je recimo požar ena taka, bi rekel, grožnja, ki se seveda lahko dogodi. Imamo požarno varnost, imamo obvezno požarno varnost. Zdaj pa vas sprašujem, povejte mi danes enega, katerega koli akterja, ki pravzaprav nič, tudi v najmanjši meri ne uporablja več informacijske tehnologije. Pa ne mislim zdaj seveda za industrijske procese, mislim pač informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za čisto klasično delovanje, poslovanje, ki ga pač imamo. Skratka, to vsi uporabljamo na tak ali drugačen način, imamo bolj ali manj pravzaprav backupirane sisteme in bolj ali manj celovite rešitve, kar se tiče varnosti. Spomnim se, ko smo bili ravno v procesu določenih izvajalcev bistvenih storitev in smo prišli v nek pogovor in je bil odziv potencialnega izvajalca, ja, sej, pri nas imamo pa vse, pravzaprav, bi rekel, imamo vse lokacije podvojene, vsi sistemi so podvojeni in tako naprej in pri nas ni možnosti, da je karkoli narobe. Zdaj, seveda, tako razmišljanje pač je, bi rekel, kar se mene tiče, precej ozko in danes vemo tudi, da ne nazadnje so kibernetski napadi, ki jih je možno izvajati tudi z elektromagnetnimi grožnjami, ne samo z logičnimi in seveda programskimi in tako naprej. Tudi daleč od tega, da bi prihajale grožnje samo iz omrežij. Tudi če imamo fizično ločena omrežja, imamo še vedno človeka, ki uporablja več omrežij in je lahko človek ta, bi rekel, ta most. Tako da iz tega zornega kota se mi zdi, da absolutno premalo namenjamo pozornosti, pa ne izobraževanju. Predvsem mislim, da premalo dajemo pozornost na to, da so danes dejansko data menedžerji ključne figure v podjetjih, v sistemih. Recimo, če pogledamo, kdo je nekoč se ubadal z nekim arhivom v podjetjih, kdo je dobival pošto, ki je prihajala v podjetje. To so bili ponavadi kadri, ki so bili manj izobraženi. In danes se mnogi še vedno tega istega modela, še vedno isti model uporabljajo, ko vemo, da pravzaprav je lahko ravno ta vhod v organizacijo glavna točka za napadalca. In seveda na ta način pravzaprav imamo situacijo, da so bolj izobraženi ali pa bi rekel bolj odgovorni kadri sicer lahko dodatno tudi bi rekel dodatno izurjeni, kar se tiče informacijske varnosti, po drugi strani pa se dela znotraj podjetja lahko neka digitalna dividenda. Velik gap, velik razkorak med tistimi, ki imajo kompetence, znanja in tisti, ki nimajo. Z tega zornega kota, kar se mene tiče, je situacija zelo jasna. Vsebina mora postati obvezen del, pravzaprav tako v izobraževalnem sistemu, ki ga država predpisuje, kot seveda potem tudi obvezen del, ko gre za samo, bi rekel, delovanje, pa ne gre za izvajalce bistvenih storitev, za kritično infrastrukturo ali pa za druge akterje, ki pa po zakonu niso zavezanci. Najlepša hvala, gospa Katja. Kako pa vi pristopate v vaši organizaciji? Ja, hvala za vprašanje. Agencija na področju varnostnega usposabljanja izvaja izobraževanja za svoje zaposlene.
V bistvu smo še posebej veseli, da imamo v tem tudi domačem okolju kar nekaj inštitucij, ki nam pri tem lahko pomagajo. Tukaj posebej izpostavljam tudi organizatorja te zares dobre konference, torej Inštitut za korporativno varnostne študije, potem mogoče različne fakultete, še sploh za elektrotehniko, ne vem, veliko sodelujemo na tem področju tudi s CICERT-om, potem certificiranimi presojevalci sistemov, nadzorniki in tako naprej. Zdaj, še bolj kot varnostno usposabljanje agencije v smislu njenih zaposlenih, kar sicer agencija redno izvaja tudi v skladu s svojim prenovljenim internim pravilnikom o zagotavljanju informacijske varnosti, se nam zdi mogoče še bolj pomembno, da agencija tudi razume, kako bi morali varnostna tveganja obvladovati subjekti, ki jih agencija nadzoruje. In kako uspešno oni usposabljajo zaposlene na področju varnosti in kakšne so seveda potem posledice tega. Zdaj, izobraževanje dejansko in usposabljanje je ključno za uspešno upravljanje nalog in agencija ima to srečo, da je vpeta močno tudi v to mednarodno okolje. In zaradi svoje majhnosti, majhnega števila tudi zaposlenih smo mogoče celo namenoma še bolj okrepili tudi svoje delovanje v nekaterih evropskih agencijah. Pri tem mogoče izpostavljam dve, to sta BEREC, se pravi Združenje evropskih regulatorjev, kjer v bistvu sopredseduje prav delovni skupini za 5G kibernetsko varnost. Izredno aktivna pa je agencija tudi v delovni skupini z novim imenom Article 40, to je bivša skupina Article 13A pri Evropski agenciji za kibernetsko varnost ENISA. Se pravi, pri vsem tem gre za to res kvalitetno mednarodno okolje, kjer se prenašajo in kreirajo zelo specifična strokovna znanja in številne dobre prakse. Agencija si potem zelo prizadeva, da bi te implementirala oziroma predstavila kot primer dobre prakse tudi na domačih tleh. Zdaj, Božidar je lepo omenil tudi pomembnost izvajanja vaj. Tudi mi ugotavljamo, da je teh vsaj do nedavnega bilo relativno malo. V bistvu agencija ugotavlja, da letošnje leto prelomno mogoče tudi na tem področju, ker je zelo nedavno prejela tudi neko preliminarno vabilo za udeležbo na neki precej veliki nacionalni vaji. In se zavedamo, da recimo izkušnje pri sodelovanju v enem takem dogodku lahko prinesejo predvsem v izobraževalnem smislu nek dosti neprecenljiv napredek. Tako da se veselimo vsega, kar prihaja in upam, da si bomo tudi recimo, kot so povedali že moji predhodniki na tej okrogli mizi, uspeli vse svoje izkušnje tudi zelo uspešno izmenjevati. Najlepša hvala. Gospod Roman, kako pa vojska? Obramba, vključno z vojsko, se seveda redno usposablja. Ne nazadnje veliko slišite tudi v sredstvih javnega obveščanja o tem. Seveda s takšnimi in drugačnimi težavami, ki se pri tem srečujemo, pa vendarle mislim, da relativno uspešno. Začel bi mogoče z samim usposabljanjem inšpektorjev za obrambo. Ko gre za besedo varnost, seveda ne morem mimo naše naloge na področju inšpekcijskega nadzora obravnave tajnih podatkov. Mi smo eden od dveh inšpektoratov, ki tudi to področje pokriva v Republiki Sloveniji. Seveda tu se redno, skladno z zakonom o tajnih podatkih, dodatno izobražujemo oziroma usposabljamo.
Pri tem še vedno koristimo usposabljanje v živo, kljub temu, da je na voljo v ministrstvu tudi usposabljanje na tem področju v e-obliki, tako da se s strokovnjaki iz obveščevalno-varnostne službe srečujemo vsaj na letni ravni, ker so oni skrbniki tega področja pri nas, mi pač inšpekcijski organi in si imamo kar precej tega zapovedati. Seveda to področje, ki ga je zakon leta 2001 nekako uzakonil za področje celotne države, je bilo že prej pravzaprav z enim odlokom urejeno tudi na obrambnem področju, tako da smo to področje inšpicirali že prej. Pa vendarle je po samim sprejemu zakona in pa podzakonskih podlag bilo kar precej težav na področju, na območju cele države glede implementacije teh določb. To je področje, se pravi, samih tajnih podatkov kot eno od področji varnosti, ki je pomembno. Sicer pa seveda na Ministrstvu za obrambo razno ostalim področjem funkcionalnih usposabljanj veliko pozornost posvečamo seveda tudi področju varnosti. Eno od najbolj ključnih področij v bodoče bo zagotovo informacijska varnost. Na tem področju že imamo tudi e-usposabljanja, ki jih lahko vsi udeleženci intraneta Ministrstva za obrambo v e-obliki spremljajo, se usposabljajo, ta usposabljanja se tudi redno ažurirajo. To zaveščanje je, menim, vedno na višji stopnji, kljub temu pa bomo morali temu zaveščanju še tudi v bodoče več pozornosti posvetiti. Namreč, kot je že Uroš omenil, ni več praktično področja našega življenja brez informacijsko-komunikacijske tehnologije in tako doma kot v službi imamo ogromno tovrstnih naprav, brez katerih praktično več ne moremo niti živeti. Zdaj pred kratkim smo bili priča raznim razpravam in pa informacijam v javnosti, kako recimo vdirajo v IP kamere v naših domovih in imajo pri tem seveda tisti, ki so vdrli v ta sistem, zelo dober pregled nad tem, kaj se doma dogaja in pa tudi, kaj se dogaja takrat, pravzaprav, ko nikogar ni doma. In to dobro vejo, kdaj lahko pridejo in nam kaj odnese ali pa napravijo kakšno drugo škodo. Bile so omenjene tudi vaje, Božidar jih je omenil, samo to bi še omenil, seveda vaje so izredno pomembne, na obrambnem področju potekajo kibernetske vaje oziroma vaje na področju kibernetske varnosti, ki so zaenkrat pod okriljem NATO, pa tudi pod okriljem Evropske unije in Ministrstvo za obrambo, strokovnjaki ministrstva se jih redno udeležujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej vsem deležencem najlepša hvala. V bistvu današnja razprava kaže ene obrise ali pa osnovne slike dojemanja upravljanja tveganj, na podlagi katerih bomo poskušali torej tudi na ravni države poenotiti nacionalne ukrepe in pa postopke. Torej, te skupni ukrepi ne bi dopuščali dovolj prostora za uveljavljanje oziroma ocenjevanje specifik posameznega tveganja po različnih sektorjih, s čimer bi želeli v bistvu predvsem zmanjšati torej birokratske ovire pri izdelavi posebne dokumentacije, ki pa je izdelana na podlagi zakonskih, torej različnih zakonskih zahtev. S tem zaključujem. Bili smo kar just in time. Čestitam, Brane, in seveda hvala tebi in vsem razpravljalcem. Zdaj sledil bi aplavz, ampak moramo še razvijalce te aplikacije nekako povprašati, kako naj ta aplavz spravimo v to virtualno okolje. Tako da hvala lepa, jaz upam, da boste uspeli tudi še kakšen trenutek ostati z nami na konferenci, z Urošem se pa vidimo na naslednji okrogli mizi.
Sedaj pa predlagam 15-minutni odmor, tako da si vzamemo kavico, lahko se sprehodimo malo po podsobah še pogledati in pa nadaljujemo 12:05. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Dio. Ja.